Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in Stanislav Mlakar, podžupan občine Slovenska Bistrica in predsednik varnostnega sosveta, sta v sredo 31. avgusta v prostorih občinske stavbe predstavila varnostne razmere pred začetkom šolskega leta in ostale aktualne zadeve v občini. Stanislav Mlakar je na novinarski konferenci takole ocenil trenutno varnostno stanje v občini. Ocena sama varnostnih razmer v prvem polletju je po podatkih policije dokaj ugodna, s tem, da se je nekako povečalo število kaznivih dejanj, predvsem vlomov in navadnih tatvin. Predvsem gre se za vlome v stanovanjske objekte. Jaz bi na tem mestu resnično pozval vse občanke in občane k samozaščitnemu obnašanju. Mi smo v preteklosti v sodelovanju s policijo že marsikaj na tem samozaščitnem ravnanju storili oziroma nekako opozarjali ljudi, kako ravnati v primeru sumljivih oseb, v primeru, ko odhajajo na dopust, ko se bilo kaj takšnega sumljivega v njihovih soseskah, v njihovih stanovanjskih naseljih dogaja. Bomo pa v tem kontekstu načrtujemo tudi izdajo ene zloženke, ki bo pa tudi v digitalni obliki, ker vemo, da se predvsem mlajši bolj digitalne oblike poslužujejo, za starejše mogoče pa bolj v pisni oziroma fizični obliki, da se nekako osredotoči ljudi v samozaščitno obnašanje, pa nekaj tudi seveda v sodelovanju z varnostnimi službami, moramo reči tudi, da se bo še tudi opozarjalo, da se nekatere predvsem stanovanjske objekte, stanovanja tudi zavaruje z mehansko in tehnično zaščito. Zdaj, kar se tiče samega javnega reda in miru, je sicer v osnovi situacija v občini ni pereča, štrlijo pa posamezni primeri vandalizma, ki pa nekako dajejo v bistvu zaradi česa prihaja do nekega slabšega občutka varnosti. Mi vemo, da sama statistika na področju varnosti kaj dosti ne pomeni, največ pomeni to, kako se ljudje v tistem okolju počutijo, ali se počutijo varne ali ne. Mi sicer ocenjujemo, to smo tudi ocenili na seji varnostnega sosveta, da je mesto in občina Slovenska Bistrica varno. Ampak seveda ta občutek varnosti pa je treba z nekaterimi oblikami dela, tako policije, redarske službe in tudi varnostnih služb še izboljšati, ker se seveda bojimo v primeru, da pride do nekaterih problemov, zaradi katerih bi prišlo do poslabšanja občutka varnosti, se bojimo, da bi zelo težko takšno situacijo tudi popravili. V tem kontekstu seveda moram povedati, da decembra mineva 10 let, odkar je pričela delovati projekt Varovana soseska. To je bil en projekt, ki smo ga ustanovili januarja 2013 v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede, potem policijsko postajo, varnostnimi službami in medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, po zgledu ameriške policije SARI Police, kjer se gre za nekako partnersko sodelovanje vseh teh služb in se izvaja nekako koordinirano delo, se pravi, poenostavljeno povedano, da se policist in redar nikoli ne srečata ob istem času na istem mestu, s tem se nekako zagotovi, da je ta vidnost, prisotnost ljudi, ki odgovarjajo za področje varnosti, tudi nekako večja. In tu jaz mislim, da smo vseeno v mestu Slovenska Bistrica dosegli v teh 10 letih tudi skozi statistične podatke, še posebej pa skozi občutek varnosti, ki pa jaz predlagam, sicer nekako se vodstvo občine se bo vsaj v enem delu tudi mogoče kaj zamenjalo, ampak naslednjem letu pa predlagam županu, ki pa verjamem, da bo še ostal,
da se ponovno izdela ena ocena, ena anketa med ljudmi glede samega zadovoljstva z varnostnimi službami, z samo ureditvijo tega varnostnega področja v samem mestu in na podlagi tega se pač nekako začrtajo nov sistem dela ali pa se ta sistem dela varovane soseske se poskuša nekako tudi dopolniti. Jaz mislim, da v tem delu, da je to potrebno narediti, ker so rezultati resnično dobri in je prav, da se tako tudi nadaljuje. Nenazadnje smo leto 2015 prejeli tudi državno priznanje od Inštituta za korporativne varnostne službe najbolj varna občina v Sloveniji. Tako da mislim tudi s tem smo lahko kar ponosni in zato moramo še kot spodbuda sigurno s tem delom, s takšno obliko dela tudi nadaljevati. Glede samega vandalizma seveda je pa najbolj bijeta v oči ta dva primera v avgustu in še prej v juliju na samih urbanih vrtovih, kjer je prišlo do vandalizma. Sicer večje materialne škode v znesku, v tolarski oziroma evrski vrednosti je težko govoriti, ampak gre se za ta občutek varnosti, ki je seveda in tudi ljudje, ki res vzorno varujejo te vrtičke, potem vidijo, da jim nikdo to uničuje, seveda to je eno v bistvu uničevanje nekega njihovega volje, ponosa do tega njihovega dela in to v nobenem primeru ne smemo dopustiti, zato se je tudi dodatno povečalo okrepljeno delo policistov in redarjev, predvsem v nočnem času in jaz upam, da bo tudi glede tega, da bojo rezultati ugodnejši. Zelo smo se nekako bali, da bojo zaradi povečanja teh prireditev, ki zdaj so bile že v drugi polovici avgusta in tudi kar prihajajo zdaj v septembru, da bo prihajalo še dodatnih oblik vandalizma v samem mestu Slovenska Bistrica, ampak moram resnično pohvaliti vodstvo gasilskega društva Slovenska Bistrica, ki so imeli 27. to gasilsko veselico, zelo dobro obiskano veselico v mestu, pa tudi zelo dobro organizirano. Jaz ocenujem ta varnostni vidik in mislim, da nobenega večjega varnostnega incidenta ni bilo, še posebej, kar pa je velikokrat prisotno v takih primerih, pa prihaja v samem mestu, ko je teh prireditev konec, prihaja do vandalizma, do razbijanja, do prevračanja košev za smeti in tako dalje. Tega v tem primeru ni bilo in so tudi, moram reči, da so tudi sami gasilci, tudi po mestu, ne samo na prireditvenem prostoru, so po 3. uri zjutraj so se malo sprehodili, tudi z vozili šli okoli in tudi to je bil zelo, zelo dober preventivni učinek. To govorim tudi zaradi tega, dobro, prvo pohvala gasilcem Bistrice, drugo pa zaradi tega, ker je teh prireditev v septembru še kar precej napovedanih in seveda apeliram na vse organizatorje prireditve, da poskrbijo za varnost, da skrbijo za redarsko službo, ne samo na prireditvenem prostoru, tudi na parkiriščih in še mogoče, če se to zavleče v pozno noč, tudi malo širše, pa da koordinirajo svoje aktivnosti skupaj s policijo in našim medobčinskim inšpektoratom in redarstvom. To, kar se tiče tega, no in naslednja je pa, bi omenil še stanje varnosti v cestnem prometu, to je tudi ugodno, ni nekih večjih problemov, razen ena prometna nesreča s smrtnim izidom je bila v prvem polletju na avtocesti, drugih primerov hujših resnično ni bilo. Je pa na tem našem sestanku varnostnega sosveta, je pa predsednik sveta za preventivo v cestnem prometu, gospod Leskovar, predstavil te aktivnosti, ki jih bojo izvajali od jutrišnjega dne naprej skupaj z Združenjem šoferjem in avtomehanikom in tudi ostalimi prostovoljci. In jaz mislim, da če bo tako njihovo delo potekalo, kot je pretekalo v prejšnjih letih, da res se nam za varnost naših otrok na poti v šolo in tudi vrtce, da se ni za bati.